V Lipi Domžale smo na pobudo naše predsednice že leta 2004 ustanovili skupino približno 25 prostovoljk, članic Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale. Prve punčke smo januarja 2005 že oddale v UNICEF-u. Naše Špeljce in Jankoti so lepo sprejeti, pa ne samo v Sloveniji. V Avstriji so odpotovali v Avstrijo, Italijo, Združene države Amerike, Mehiko, Avstralijo, na Švedsko, Kalifornijo, Brazilijo, parlament Evropske unije v Bruselj, pa še kam. Se izobražujemo, se kulturno izražamo in kulturno delamo, in se tudi skrbimo za telo, za šport in za športom in rekreacijo. Ta kulturna dejavnost, v katero spada tudi izdelava UNICEF-ovih punčk, je bogata. Bogata zato, ker zdajle je pred nami 11. literarni zbornik naše občine. To je veliko kulturnega ustvarjanja naših kolegic in mislim, da je to, da dobivamo priznanje tako na občinski ravni, kot tudi na republiški ravni, samo neka spodbuda za naše nadaljnje delo. Ena posvojena punčka stane približno 20 €, kolikor so približni stroški za osnovno cepljenje proti 6 nalezljivim boleznim in organizacijo tega cepljenja. In s tem pravzaprav, ko posvojite punčko, rešite življenje enemu otroku. Pri vsem tem, da se UNICEF trudi in ostali, še vedno okoli 2 milijona otrok na leto v svetu umre ravno zaradi teh nalezljivih bolezni. In to delate eno čudovito stvar. Jaz ne vem, kako naj bi lepše rekel kot samo hvala tistim, ki izdelujete in tistim, ki posvojite punčko. Zdaj pa na koncu moram še eno stvar reči. Jaz sem v Kamniku bil leta 1963 prvič v domu invalidne mladine. Takrat me še niso preveč poznali, prva pesem je našla in jaz sem pripeljal glasbenike in smo naredili koncert za otroke. Pomeni, že takrat pred skoraj 50 leti, malo manj, ja, da se ni bilo še veliko, sem jaz že delal za otroke na en način. Tako da, zdaj pa, kar se tiče tretje univerze za tretje obdobje, jaz ne vem, ali bi jaz pasel zraven, ali sem premlad ali prestar, ali bi šlo. Premlad. Ampak no, izjemoma. Tako da moja navezanost na Kamnik je že od takrat in ko me vprašajo, kako postaneš ambasador UNICEF-a, sem rekel, nič ne postaneš, to, kar si. Potem te pa kdaj kdo komu reče, ja, to. Drugače pa, jaz mislim, da sem bil ambasador UNICEF-a, prej ni bil UNICEF pri nas. Imam tak občutek in zato mislim, da sem del tega. Nažalost, sam jaz ne znam punčk delati. Z druge strani sem pa mečkan proti tej enakopravnosti. Zakaj punčka s cun? Zakaj pa ne fantje s cun? Prej sem užival o poslušanju res in ko boste se spet kdaj zbrali, vam jaz odkrijem kaj za pet. V imenu občine Kamnik en prav lep pozdrav. Moram priznati, da me malo presenetal. Jaz imam danes eno drugo poslanstvo, ki mi ga je naložil moj sin, ampak potem na koncu. Lahko rečem, da je prostovoljstvo v Sloveniji razvito. Tudi v Kamniku je razvito in delovno. Nažalost pa zakon o prostovoljstvu, ki bi uredil to področje, ta država še ni uspela pripraviti. S tem bi vsekakor pomagal našim prostovoljkam in prostovoljcem. Po drugi strani bi pa državi ta zakon naložil, kako naj financira prostovoljce in pa tudi lokalne skupnosti v končni fazi. Veste, zdaj smo lokalne skupnosti oziroma občine prepuščene same sebi. Če je volja oblasti, da pomaga, temu pomaga, če ni, ne pomaga. Zakonsko nikjer ne piše, da je treba prostovoljstvo podpirati. In ko sem mu danes rekel, da greva lahko pogledati punčke, je razmišljal in rekel, ne grem s fanti igrati fuzbal. Ti pa dan svojega fanta, da ga neseš, pa nekaj kdo posvoji, pa pomaga kakšnemu fantu, da bo cepljen proti prašiči gripi. To pač otroci vzamajo in to je pa to, da moram pa nesti
kakšno punčko, no raj bi imel fanta, veste, 9-letnik, težko prenese, da bi imel punčko, pa se tako da bova tudi midva posvojila. Hvala lepa.